Lep pozdrav in dobrodošli v novem videu na kanalu Explicit. Kot mnogi že veste, to je kanal, kjer obravnavamo kripto brez kakršnih koli olepšav z realnimi očmi. Z vami sem Daniel in danes si bomo ogledali tehnične analize oziroma bomo naredili tehnične analize kriptovalut oziroma altcoinov po vašem izboru. In sicer bodo v tem videu sledeče kriptovalute: Anchor, LDO oziroma Lido, SRO ali Kronos, Router protokol in Zilliqa. Če morda želite, da naredimo tehnično analizo vašega priljubljenega kriptokovanca, komentirajte spodaj pod tem videom. Zelo je pomembno, da komentirate prav spodaj pod tem videom, zaradi tega, ker samo tukaj lahko naredim žreb med komentarji. Precej dobrih predlogov vidim sicer tudi na Facebooku pod mojimi objavami, ampak jih žal ne moremo upoštevati. Tako da komentirajte spodaj in potem spremljajte naprej, če bo vaš priljubljeni altcoin med izbranimi oziroma med izžrebanimi. Ok, toliko za uvod. Jaz predlagam, da kar začnemo s tehničnimi analizami. In ta prvi na naši listi je Anchor, pred nami je tedenski graf. Tukaj mi je takoj opazna ena stvar, vam takoj pokažem. Če povežemo te dva vrhova, pa tale dna tukaj, dobimo ven razširjajoči padajoči klin. To je bikovski vzorec. Zdaj, če bi točno po navodilih šli iskat tarčo tegale klina, bi bila ta tarča nekje tukajle. Ampak zelo velika verjetnost je, da ob preboju tegale klina obiščemo tole mejo tukaj. Torej, če prebijemo pri tam nekje 4 centih, imamo potem v bistvu pot vse do 6 centov, 6 centov in pol tam nekje. Pri RSI imamo pa trenutno medvedjo divergenco. To je, ko imamo, oziroma skrito medvedjo divergenco, to je, ko imamo v ceni vrh, nižji vrh, medtem ko RSI pa dela vrh in višji vrh. Sicer ni še znano, če se je ta divergenca že izpeljala, ampak je možnost, da ponovno obiščemo spodnjo mejo, to je kar precej nizko, tam nekje na pol centa. Še prej pa imamo seveda tole mejo na 1 centu in pol. Vsekakor mi dolgoročno izgleda bikovsko, je pa obvezno treba zraven spremljati še Bitcoin. To je drugače poseben RSI, ki sem ga razvil jaz in ima svoje meje razporejene glede na Fibonaccijevo lestvico oziroma Fibonacci meje. Torej nima običajnih mej preprodanosti in prekupljenosti, na primer. Če želite morda kaj več izvedeti o njem, lahko več informacij najdete na moji spletni trgovini. Trenutno imam 30% popust prav na vse RSI indikatorje. In če vas zanima, lahko najdete linke spodaj v opisu in pripetem komentarju, lahko pa tudi poskenirate QR kodo. Ima tudi več načinov, recimo da vam pokažem, to je trenutno Fibonacci način. Lahko spremenimo na 45-55 za trgovalno metodo 45-55, kjer vam lepo prikaže vse meje. Zraven, kot vidite, ima tudi stokastik RSI, tako da imate 2 indikatorja v enem in vam ni treba 2 indikatorjev posebej urejati na grafu. In tako se tudi izognete omejitvam TradingView. Če morda že veste, brezplačni račun vam dovoli imeti na grafu le 3 indikatorje. No, tukaj imate 2 v enem, tako da imate problem delno rešen. Ja, kje sem ostal pri načinih? No, in imate potem še standardni način, to je pa potem čisto običajni RSI. Ampak jaz ga bom spremenil nazaj na Fibonaccijevo nastavitev. Tukaj je še ena zanimiva nastavitev. Če je simbol morda preveč volatilen, si lahko pomagate tukaj z večjo dolžino. Ampak problem tega je, da se potem zamik precej poveča.
No, tukaj je zdaj opcija, da lahko povežete RSI z RSI-jem kakšnega drugega elementa oziroma simbola, ki je morda malce bolj stabilen. Je še vedno del kriptotrga, ampak je bolj stabilen, recimo Bitcoin. In če tukaj kliknem Combine, vidimo lepo, kako mi lepo zgladi RSI. In super stvar pri temu je, da ne poveča zamika. Če morda niste zadovoljni s simbolom kombinacije, lahko tukaj brez problema spremenite na katerega koli drugega, recimo, če hočem Ethereum. Dam na Ethereum, Binance in voilà, imamo. Poglejte, če vas zanima, linki spodaj v opisu in pri petem komentarju, ali pa poskanirate QR kodo. Trenutno imam na vse RSI indikatorje 30% popust, tako da se splača pogledati. In imamo pred sabo LDO oziroma Lido, tudi tedenski graf. Zdaj na Binanceu nima neki dosti zgodovine, se pa tle očitno dela kot nek naraščajoči kanal. To je ponovadi bikovsko, smo pa tukaj trenutno tik pod polovico tega kanala, od katere smo lahko zavrnjeni. Če pogledamo tukaj, smo imeli podporo kar nekajkrat, nato smo jo izgubili, se vračamo nazaj in jo testiramo zdaj kot odporno linijo. Kar se tiče kakšnih divergenc, ne vidim nič kaj posebnega, vsaj ne na tedenskem. Pa dajmo pogledati še dnevni graf, če je morda karkoli tukaj. Nič kaj posebnega, tle smo sicer imeli res kar nekaj časa tole podporo, ki smo jo za malček tukaj izgubili in zdaj jo poskušamo pridobiti nazaj. Tukaj se kaže ena majhna medvedja divergenca in tudi momentum, kot kaže stokastik, RSI se nagiba počasi navzdol. Tako da bomo videli, treba je paziti, zna se zgoditi, da bomo zavrnjeni od te sredinske meje tegale kanala. Tarča ob zavrnitvi bi pa potem bila spodnja meja tegale kanala na okoli 1,38. In imamo pred sabo tokrat Kronos oziroma CRO, tudi tedenski graf. Tukaj imamo eno zelo dolgo konsolidacijo, ki se mi zdi, kot da se nam dela en kanal, sam malček, da probamo vse tole povezati. Ja, vsekakor je to kanal. In tukaj imamo kot nek stik oziroma nek gomilo nekih svečk, ki se dotikajo te zgornje meje tega kanala, kar bi lahko morda nakazovalo na preboj. Stokastik RSI se počasi križa navzgor, kar bi lahko pomenilo, da bomo dobili momentum. RSI pa nima nekih posebnosti. Če dobimo preboj tegale kanala, bi me najprej zanimala tale meja tukaj. To imamo na okoli 10 do 12 centov. In na to še tale meja tu, na okoli 17 centih. Imamo tudi lep nakupovalni volumen. Če smo pa slučajno zavrnjeni od tele zgornje meje, pa lahko ponovno obiščemo tole spodnjo, ampak zaenkrat se mi zdi, da bi bilo tole bolj malo verjetnosti. Bomo pa videli, kako se bo vse tole skupaj razvijalo. Če vam je všeč ta vsebina, naj vam povem, da na Patreonu še pogosteje objavljam. Tam lahko že za 5 € na mesec spremljate moj dnevnik tehničnih analiz, kjer spremljamo ne samo kripto, ampak tudi delniški trg, nazadnje smo tudi nafto, zlato in srebro. Potem je še višja stopnja, ta je za 10 € na mesec, no pri tej si lahko predčasno ogledate posebne videe, kot so na primer tutoriali. Te si lahko predčasno ogledate kar 2 tedna pred ostalimi na YouTubu in brez reklam. In zdaj sem še dodal video dnevnik tehničnih analiz. To so videi, kjer bomo spremljali kriptotrg in delniški trg in tudi ostale trge
v manjših časovnih intervalih. Tukaj boste točno videli, kaj jaz gledam in spremljam. Denar, ki ga dobim preko Patreona, vlagam naprej v video vsebine, predvsem v njihovo kvaliteto. Recimo za tutoriale sem kupil prav oblikovan slideshow, ker jaz nisem lih neki dober oblikovalec. Kupiti je treba razne movie klipe, glasbo, slike in potem seveda ostaja še vlaganje v opremo, da bodo videi čim bolj kvalitetni. Tisti, ki že poznate ta kanal, po mojem, da vidite, da res kar delam na kvaliteti, tako da hvala vam, hvala vsem patronom. Zdaj je Patreon še nadgradil svoj sistem plačevanja, tako da ni več plačevanja na vsakega prvega v mesecu. Ker prej je bilo kar smotano, recimo, če ste se naročili nekje na koncu meseca, ste morali plačati takrat, in potem še na prvega v naslednjem mesecu. No, zdaj tega ni več tako. Če se odločite postati patron nekje na koncu meseca, recimo 30., potem boste naslednjič plačali tudi 30. v naslednjem mesecu. Če želite, pa lahko tudi brezplačno pomagate temu kanalu. Lahko všečkate ta video, komentirate spodaj, delite s svojimi prijatelji in se naročite na ta kanal. Vse to zelo pomaga temu kanalu preko YouTube-ovega algoritma. In imamo zdaj pred sabo router protokol, to je dnevni graf, zato ker imamo zelo malo zgodovine in tudi malček teže je delati tehnično analizo z altcoini, ki imajo zelo malo zgodovine, ampak tukaj se kljub temu kar nekaj stvari takoj vidi. Recimo tukaj imamo tole podporo, ki jo po mojem biki hočejo na vsak način obdržati. Tukaj, kot vidimo, smo jo večkrat testirali, tukaj smo jo izgubili in nato pridobili nazaj. In zdaj jo ponovno testiramo kot podporo. Bom probal še nekaj, lik to, kot da si potrdim. Ja, to bi znal biti padajoči kanal. Tako da, če obdržimo tole podporo na okoli 2,30 in se od nje odbijemo, bi bila po mojem tudi velika verjetnost, da prebijemo tole zgornjo mejo tegale kanala. V nasprotnem primeru pa lahko ponovno obiščemo tole spodnjo mejo tukaj na okoli 1,60. RSI mi trenutno ne kaže nekih posebnosti, stokastik pa kaže, kot da bi se križal navzgor, ampak bomo videli šele v bližnji prihodnosti. Če se bo momentum res pojavil, vsekakor pa je to odvisno od odboja tukaj, če bomo tukaj doživeli odboj. In kot zadnji je tukaj še Zilika, trenutno smo na tedenskem grafu. In tukaj se takoj vidi, da se trenutno nahajamo na tej podpori pred tole masivno rastjo. Tukaj sicer ne vidim nobenega takega očitnega vzorca, morda bi bil to lahko kot padajoči klin, ampak ja, neka možnost bi bila. Ampak v glavnem jaz bi najprej gledal tole rumeno podporo tukaj, če bomo od nje doživeli odboj. To bi bilo sila pomembno za bike in potem bi tudi dosti lažje prebili tole odporno mejo tegale padajočega klina. V nasprotnem primeru, če izgubimo to mejo, pa lahko pademo vse do tukaj, kar pa ne bi bilo nič fajn. To je manj kot pol centa. RSI trenutno nima nobenih takih posebnosti. Se pa stokastik RSI trenutno hoče križati, ampak moramo počakati, da pridemo ven iz tegale modrega območja. Naj se na tem mestu zahvalim še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri podpori tega kanala. Če morda želite postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda, v zameno za podporo dobite dostop tudi do dodatnih vsebin. S prvim paketom dobite dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz. Z drugim paketom više, pa dobite dostop do predogleda videov in pa video dnevnika tehničnih analiz, kjer obravnavamo kripto na manjših časovnih intervalih, tako da dobite še boljši občutek, kaj dejansko spremljam.
Obiščite lahko tudi mojo spletno trgovino, kjer imam trenutno 30% popust na vse RSI indikatorje. No, tukaj na spletni trgovini moramo omeniti, imajo patroni še dodatne ugodnosti. V svoj prispevek, ki so ga vložili v ta kanal, lahko uporabijo kot dobro imetje. In tako dobijo še dodaten popust. Ali pa lahko nekateri celo nakupujejo zastonj. Hvala vam, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev, če morda poznate nekoga, za katerega mislite, da mu bo ta vsebina prišla prav. Kaj si vi mislite o teh tehničnih analizah? Se strinjate z njimi, se ne strinjate z njimi? Ste morda vi še kaj drugega opazili? Zelo me zanima vaše mnenje, zato kar komentirajte spodaj pod videom in z veseljem bom podebatiral z vami. Splača se tudi naročiti na ta kanal, da vas YouTube redno obvešča o novih vsebinah, čim jih naložim. Tukaj skozi spremljamo kriptotrg in zdaj v bližnji prihodnosti pripravljam tudi en poseben video za Bitcoin hodlerje. Morda se marsikdo ne zaveda, ampak po mojem mnenju je hodl zaenkrat ta najsigurnejša vrsta investicije v Bitcoin v kar konkretni nevarnosti. Vsekakor se ga ne bo splačalo zamuditi. Zato je najbolje, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube res o tem novem videu in tudi vseh ostalih takoj obvestil. Jaz vas na tem mestu še lepo pozdravljam, imejte se fajn, lep dan še naprej želim in se vidimo kmalu v naslednjem videu.